Tema današnjega videoposnetka so sanjske službe. Ali sploh obstajajo sanjske službe? Je to, če vidite oglas za sanjsko službo, mislite, da je to neka nategancija ali mislite, da res obstajajo? No, jaz vam lahko odgovorim, da sanjske službe res obstajajo. Zakaj lahko to z zagotovostjo trdim? Zato, ker smo jih tudi že mi v našem podjetju kar par imeli. Prva je bila pred približno 7 letom, ko sem se jaz odločil, da bomo naredili neko spletno stran na temo otoka Krk. To je pomenilo, da smo na spletno stran dali opise vseh znamenitosti na otoku Krk, opisali smo plaže, apartmaje, nekih hotelov, kampov in tako naprej. To je bil ene vrste spletni vodič po otoku Krk. To je še zmeraj najdete na internetu, stran je otok-krk.si, si lahko pogledate. Res, da je stran majčkeno zastarela, ampak vsebina je pa zelo dobra in tudi slikce so zanimive. No, to službo je dobila ena punca, Špela je bilo ime. Jaz sem takrat iskal nekoga, ki bi mi to pomagal. Namreč sam vse narediti je težko, se pravi vse sam napisati, urediti, poslikati, še kakšen video posnetek narediti, je pač to težko in ne gre. Tako da jaz sem takrat iskal nekoga, da mi bo to pomagal. Na to delo se je prijavilo kar veliko ljudi, potem sem zbral eno Špelo, ona je bila približno 2 meseca z mano na Krku in sva obiskovala vse te znamenitosti, prehodila par pohodniških poti in o tem pisala članke, objavljala na Facebooku in tako naprej. In pač po 2 mesecih sva to imela več ali manj narejeno in je pač bilo potem konec te zadeve. No, potem naslednja sanjska služba, ki smo imeli v našem podjetju, je bila pa še bolj sanjska. To je pa pomenilo, da sem pa enega vzel s sabo na Filipine. Delo te osebe, ki je šla z mano, je bilo samo pisanje člankov o Filipinih, se pravi o samem potovanju. Te članke najdete tudi na mojem blogu, vpišete Tomaž Gorec Filipini, pa jih boste cel kup našli. Na to sanjsko službo se je prijavilo 959 oseb. Zbral sem Tamaro iz Laškega, ona je šla potem za 1 mesec z mano na Filipine. Za to svoje delo je bila plačana, plus imela je plačano komplet celo potovanje, se pravi, ni imela s potovanjem absolutno nobenega stroška. In če to ni sanjska služba, potem ne vem, kaj bi bilo sanjska služba. Seveda, odvisno od vsakega posameznika, ne. Nekomu so potovanja brez veze in za tistega to zagotovo ni sanjska služba. No, potem pa tretjič, ko smo imeli razpis za neko sanjsko službo, to se pa ni šlo za noben čisto konkreten projekt, ampak jo je pa dobila Sanja iz Ljubljane. Ona je pa tudi 2 meseca potovala z mano in isto pisala neke članke, delala objave na socialnih omrežjih, malo mi pomagala pri slikanju, snemanju in tako naprej. Zdaj izjavo Sanje, kako je bilo delati zame, najdete tudi na mojem blogu. Tako da si to preberite, odlična izkušnja. Tako je pač ona napisala in jaz verjamem, da se je super imela. Tudi en zelo lep članek o Bosni in Hercegovini je napisala, ker je bila čisto navdušena nad Bosno in Hercegovino. Tako da, če te njene članke preberemo, vidimo, da se je super imela.
Tako da sanske službe obstajajo, je pa res, da jih ni veliko. No, zdaj zakaj sploh snemam ta video? Zato, ker v našem podjetju spet nudimo eno zanimivo sansko službo. Da malo več razložim, zakaj se gre, zato da pač boste tudi lažje se predstavljali in če boste potem sebe videli v tem, pač predlagam, da se prijavite. Link oziroma povezavo do prijavnice najdete v opisu tega videoposnetka. Tam tudi najdete še malo več informacij o tej službi, delu ali kako bi temu rekel. Tako da si tudi tisto preberite in potem, če se vidite v tem, pač se prijavite, pa smo naprej v kontaktu. Bom pa tudi zdaj v nadaljevanju tega videa povedal še vse skupaj veliko bolj podrobno, kakor je pač tam v tistem prispevku napisano. Zdaj, zakaj se sploh gre? Glejte, jaz že kar dolgo časa pišem blog. Zadnje čase se tudi, bom rekel, malo ukvarjam s tako imenovanim influencerstvom. Zdaj, mogoče ta beseda malo čudna, jaz se malo narad uporabljam, pač zato, ker se mi zdi malo čudna, ampak glejte, jaz imam na socialnih omrežjih preko 130.000 sledilcev in to postaja moj čedalje bolj resen posel. Tako da me pa ljudje spremljajo predvsem zaradi mojih potovanj, veliko potujem in potem to objavljam in na blogu in na socialnih omrežjih in tako naprej. Imam pa zadnje čase problem, ker je vsega ratalo preveč in jaz preprosto vse ne morem narediti. In glejte, letos v marcu sem bil v Egiptu, super potovanje, boljše ne bi moglo biti. Posnel sem ogromno super videoposnetkov, naredil veliko dobrih slik, sem tudi veliko objavljal na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, nekaj tudi na TikToku, ampak lahko bi še več, če bi imel čas, ampak žal ni bilo časa. Najbolj razočaran sem pa na tem, da kar se tiče mojega potovanja po Egiptu, nisem napisal niti enega članka. Lahko bi jih pa, ne vem, 15, 20, ker toliko zanimivih stvari je bilo tam in bi to, sem prepričan, da bili super brani članki, ampak glejte, preprosto nimaš vsega čas narediti. In zato, ker jaz na tem področju želim narediti en korak naprej, sem se odločil, da bom našel eno osebo, katera bo z mano hodila na ta moja potovanja in mi pri vsem tem pomagala. Njeno delo bo predvsem to, da bo pisala članke o samem poteku potovanja, o znamenitosti, ki se bo pogledala in tako naprej, da mi bo pomagala pri objavah na socialnih omrežjih. Namreč, glejte, tega imam jaz veliko in to vzame kar veliko časa. Rečemo, še posebej storije vzamejo ful časa, če jih češ objavljati. Glejte, glede na to, da imam na Facebooku 85.000 sledilcev, na YouTubeu tam okoli 13.000, na Instagramu tudi okoli 13.000, na TikToku okoli 20.000, je to, verjemite mi, kar zelo veliko dela. Vse objaviti, da je. Tako da to tudi iščem, da mi bo nekdo pomagal. Pa tudi kakšna administrativna dela bojo še zraven in se pravi, jaz pač iščem nekoga,
ki bo šel z mano na potovanje, mi prav vsem tem pomagal. Jaz mu bom za to delo, kar bo delal zame, plačal. In ta oseba bo imela tudi potovanje popolnoma brezplačno. Seveda, ta oseba bo plačana za tisti čas, kar bo delala, ko mi bo članke pisala, ko mi bo objavljala na socialnih omrežjih. Zdaj, če se je to zamislil kdo, da bom pa še plačal tisti čas, ko bo samo potovanje, to pa pač seveda ne bom, ker to bi bilo pol pa že vse skupaj preveč sanjsko. Tako da tudi to je primerno izključno za neko osebo, ki ima rada potovanja, ki je že to priložnost, da gre popolnoma brezplačno na neko potovanje, da je že to priložnost. Zdaj ne vidim, da bi šla to delati ena oseba, ki potovanj ne mara in da bi šla samo zato, da bo nekaj zaslužila tam na potovanjih, pa komaj čakala, da to mine čas. Taka oseba sigurno ni primerna za to. Zdaj, jaz pač iščem osebo, ki je delavna, odgovorna, pozitivna, poštena, se pravi, ki bo svoje delo dobro opravljala. Mi je vseeno, ali je to moški, ženska, vseeno mi je tudi glede starosti. Meni je edino pomembno, da bo to delo dobro opravljeno. No, pa seveda tudi, da sem s to osebo nekako ujel predvsem v tem smislu, da tudi to potovanje zanima, pa da se malo mogoče kaj pogovarjati, pa tako naprej. Se pravi, da ne bom jaz tam dobil na potovanju nekje občutek, da je te osebi dolg čas, da se dolgo čas in tako naprej. Se pravi, glejte, iščem pač neko osebo, ki bo to z veseljem delala. Zdaj, kakor sem že prej na začetku povedal, veliko ljudi je že tole na potovanjih delalo zame. Veliko ljudi sem tudi na potovanje vzel kar tako s sabo in glejte, moram reči, da velika večina, skoraj vsi ljudje so imeli z mano zelo, zelo pozitivne izkušnje, so bili navdušeni nad tem, da so potovali z mano. Par teh, bi rekel, izjav teh ljudi, ki so bili na potovanju z mano, si tudi lahko preberete. Se pravi, če kliknete v tem videoposnetku, je link, kjer je bolj podrobno opisano to delo. Tam v tem opisu so pa tudi linki do izjav teh ljudi, ki so že potovali z mano, tako da si preberite, pa boste videli, ali gre to za neko resno zadevo ali za neko nategancijo. Zdaj ljudje mi tudi očitajo, da jemljem s sabo samo mlade punce in tako naprej. Glejte, jaz zbiram predvsem po tem, kdo bo kaj zame naredil. Mislim, v tem primeru, ko se gre za delo, mi je pomembno samo, da se bo to delo dobro opravljalo. Tako da, se pravi, preberite si tiste izjave, pa boste videli, da je z mano kar zanimivo potovati. Zdaj, kakšno bo plačilo? Kakor sem rekel, plačam tisto, kar boste dejansko delali. Plačilo bo solidno, ne pa pričakovati, da boste s tem obogateli. Seveda pa obstaja tudi možnost, da bo enkrat postane to zelo, zelo dobro plačilo, ko se boste neke stvari malo boljš naučili, ki bi lahko še potem zame delali kakšne mogoče malo bolj zahtevne stvari, ki jih pač na začetku še ne boste znali. Jaz drugače tudi dolgoročno iščem eno osebo, ki bi
delala zame, za ta moj projekt neke, bom rekel, take stvari, da mene malo razbremeni. To je vse to, kar sem že razložil. Predvsem je to veliko dela na socialnih omrežjih, pa kdaj tudi kakšne administrativne stvari imam narediti, pa tako naprej. Zdaj, če bi se nekdo te zadeve dobro naučil delati, sem pripravljen tudi zelo dobro plačati, ne. Je pa to, tisti, ki bo šel z mano, no, pa ne zdaj, da hočem kaj učitati, ampak se bo tudi zelo, zelo veliko naučil. Jaz sem mnenja, da to tudi zelo, zelo veliko pomeni. Jaz sem šel pred dobrim mesecem na krajše potovanje v Bosno in Hercegovino z enim strokovnjakom za snemanje, za YouTube. On res YouTube obvlada, on je s tem zaslužil že več kot 1 milijon evrov. In glejte, jaz bi njemu bil tudi 1000 evrov pripravljen plačati, da bi šel z mano, ker jaz sem se od njega toliko naučil. Ampak jaz mislim, da se tudi od mene lahko veliko naučite. Namreč sem relativno uspešen podjetnik, že skoraj 30 let. Tole te knjige od zadaj vidite, tole rumeno, avtor te knjige sem jaz. Tema je optimizacija spletnih strani, tako da jaz imam zelo uspešno podjetje, ki se ukvarja z digitalnim marketingom, z izdelavo spletnih strani in tako naprej. In verjemite mi, da o teh stvareh vem zelo veliko in se lahko od mene zelo veliko naučite. Seveda, če vam je to v interes. Nobenega ne bom nič silil, tudi če bi kdo hotel postati influencer, je to idealna prilika, da gre z mano, ker se tudi teh mojih 130 000 sledilcev lahko jih kar neko število pač začne slediti tudi tistega, ki bo z mano šel, tako da tudi to je, rečemo, priložnost, tako da to bi bilo, kar se plačila tiče. No, naj pa povem, da jaz sem oseba, ki na začetku raj malo manj obljub, pa raj malo več da. Potem seveda, če je to upravičeno, ne, glejte, skoraj vsi moji zaposleni vam bi verjetno znali povedati, da za dobro delo znam zelo dobro nagrajevati. Tako da to je to, rečemo, kar se plače tiče. Zdaj pa, kam se bo sploh hodilo na potovanja? Glejte, jaz imam namen potovati po celem svetu. Zdajle prvo potovanje, ki je v planu, je, da grem z avtom do Gruzije, pa verjetno tudi Armenije, pa še Turčija. To je prva zadeva. Potem, ko bo tukaj jesen, zima, se bo potovalo kam v Azijo. En planu je Šrilanka, Maroko. Maroko je super, tam, bom rekel, novembra so temperature ravno ta prave. Jaz sem v Maroku tudi že 2-krat bil, obakrat malo prekratek čas, tako da zdaj ga malo poznam, zdaj ga glih toliko poznam, da sem ful zagret iti še enkrat. Glejte, tudi mogoče kakšno Južno Ameriko, nimam to še čist plana narejenega. No, ko je pa pač pri nas, bom rekel, spomlad, malo, bom rekel, konec spomladi, poletje pa začetek jeseni, pa potujem tle nekje, bi rekel, po Evropi, običajno z avtom. Meni je potovanje z avtom najbolj super, ker lahko cel kup te svoje fotografske opreme noter naložim, pa ne samo fotografske opreme, vse lahko s sabo vzameš. In čoln imam en za napihniti in vse živalo lahko noter naložiš in mi je to super.
Tako da poletje, zgodna jesen, pozna pomlad, potujem tle nekje okoli. Veliko potujem tudi po Balkanu, ker je Balkan moja najljubša destinacija. No, še to sem pozabil povedati, jaz imam tudi namen napisati vodič za Bosno in Hercegovino in rečemo tudi zato bom rabil nekoga, da mi bo pomagal, ker to je kar velik projekt. Je treba pač vse kraje opisati, jih obiskati, tudi teh večjih krajev, kot so Mostar, Sarajevo, Banja Luka, Bihać, Višegrad, je treba tudi malo zgodovine napisati, tako da to je zelo obsežen projekt. Hočem pa, da je ta vodič najboljši vodič na svetu o Bosni in Hercegovini. In to se upam trditi, da zagotovo bo. Tako da lejte, ne, tudi pri te stvari rabim enega pomočnika. To bi bilo, bom rekel, na kratko povedano vse v tem delu, ki ga nudimo. Tako da, če vas zanima, kliknite povezavo v opisu tega videa, še tisto tam preberite, malo si preberite te izjave ljudi, ki so že potovali z mano, in če se vidite v tem, potem pač izpolnite prijavnico in se potem pogovarjamo naprej. To je to, kar sem imel za povedati. Lepo se imejte. Moje ime je Tomaž Gorec. Če je bil ta video všeč, všečkajte, napišite kakšen komentar. Ja, tudi, če imate kakršenkoli vprašanje v zvezi s tem delom, ga lahko napišete v komentar tega video posnetka in bom zelo, zelo v kratkem odgovoril. To je to, hvala, lepo se imejte, adijo.